Pogosto slišimo zgodbe, da so čakali, da pride penzija, da bi takrat končno uživali in potem ravno ob nastopu penzije je pač prišlo do tega, da so izvedeli, da so hudo bolni. Moje ime je Aman Mirjana, jaz sem specializantka internistične onkologije. V prihodnjem letu bom zaključila specializacijo in po zaključeni specializaciji bom zaposlena na Onkološkem inštitutu v Ljubljani na paliativnem oddelku. Zagotovo se nam spremeni v pogledu življenja, jaz osebno tudi bolj cenim vsak dan, ugotavljam, da so dejansko najbolj pomembno v življenju, da je človek zdrav, vesel, srečen, obkrožen s tistimi, ki ga imajo radi. Ponavadi je želja za stikom s kakšno osebo, katero že dalje časa niso videli. Lahko so to čisto preproste želje, da napišejo pismo svojemu otroku, zadnjič klic. Nenazadnje me je en gospod vprašal, ker je bil res v zelo slabi koži in se je dejansko bližal čas, kdaj se on bo poslovil, ali bo izdržal samo toliko, da zadnjič vidi svojo sestro. Ker sem prišla iz tujine, po prihodu v Slovenijo me je navdušila misel, da bi specializirala onkologijo, posebej ko sem videla, da je ta specializacija v Sloveniji dosegljiva. V moji družini je tudi bilo veliko svojcev, ki so zboleli z rakom, in že kot otrok sem se srečala s tisto hudo boleznijo in tudi kot študentka sem si sanjala, da bi lahko pomagala bolnikom, ki so neozdravljivo bolni. Tako da sem se zato odločila za onkologijo in to sem nekako vzela kot svoje življenjsko poslanstvo. Pri mladih ljudeh, ki so zboleli z rakom, je zagotovo stiska največja, zlasti če so igri tudi majhni otroci. Dejansko to poruši celotno dinamiko družine. Tudi otroško življenje postane čisto drugačno, ker otrok, ki hrepeni po igri, je naenkrat vpleten v zgodbo hudo bolnega starša, ki ima raka, in njegovo otroštvo je čisto drugačno kot otroštvo drugih otrok. Lahko tudi rečem, da so tisti otroci mičkano drugačni, ker so njihove skrbi čisto drugačne kot od drugih otrok. Tako da tudi delo z mladimi družinami je zelo čustveno težko. Veliko ljubezni dobimo iz takega odnosa in tudi smo pač pripravljeni veliko ljubezni in razumevanja taki družini dati. Enkrat pride taka sproščena, poprašam, gospa, pa kaj pa ste vi počela? Ja, sankala sem se. Pa sem napisala zeleni recept, veliko sankanje z vnukinjo, za hec, ampak res popravi dan bolnikom. Niso zdravila samo tiste, ki pomagajo za lajšanje težav, ampak tudi to lahko dotik, objem ali lepa beseda. Ta empatičen odnos sem vedno pogrešala pri svojih svojcih in sem si želela, da to spremenim v svojem odnosu do svojih bolnikov. In se mi zdi, da je tudi to dober način medsebojnega zaupanja bolnik-zdravnik, če obstaja taka doza empatije in sočutja tekom obravnave. Zelo rada imam delo z bolniki. Kar se tiče tistega odnosa z bolnikom, mislim, da k dobremu odnosu zelo prispeva sočutje, potem tudi ljubeč odnos, razumevanje za njihove potrebe in želje, pripravljenost, da se jim prisluhne, pa ne samo njim, ampak tudi njihovim svojcem. Jaz vedno povem, da rak ni bolezen pač samo posameznika, ki je zbolel z rakom, ampak bolezen cele družine. Dejansko pridemo v stik s celotno zgodbo, s celotno življenjsko situacijo, dinamiko znotraj družine in se trudimo, da kako bolniku, tako tudi njihovim svojcem ob tem pomagamo in da smo jim ob tem podpora. Želimo v sodelovanju s svojci, da bi čim več bolnikov svoje zadnje dneve preživelo doma, zato ker tudi, ko sami bolniki vprašamo, kaj si najbolj želijo ob koncu svojega življenja, to, da bi bili v domačem okolju obkroženi s tistimi, ki jih imajo najrajše. Nazadnje sem tudi imela situacijo, ker je prišla gospa, ki je hudo bolna, z napredovalo boleznijo, bilo je jasno, da pri njej gre za zadnje dneve življenja, na kar smo tudi opozorili njenega moža. Predlagali smo tudi hospitalizacijo, ampak prav lepo je bilo slišati, da je on jo želel domov vzeti, da se ni predstavljal, da bi gospa umrla v bolnici, da je z njo že od osnovne šole par in je vedel, da bo ob naši podpori to zmogel. Rekel je samo odkrito, da je prestrašen, ker pač njo izgublja. Jaz sem ga tudi po telefonu kontaktirala večkrat prek koordinatorskega telefona, ker tako je nekako prišla naravna pot, da sva bila tudi na tej navezi in gospa je tudi res v miru doma zaspala. Na dan smrti tudi imela obisk našega mobilnega paliativnega tima. Dejansko so tudi dali dodatno podporo svojcev
in Gospod je dejansko pri srcu čuti, da naredi vse, kar je lahko za gospo, ki jo res celo življenje tako lepo spremljal. Tako da take zgodbe imamo radi in takih je vedno več.